Dragi obiskovalci, dragi sodelavci, nastopajoči, lepo pozdravljeni vsi zbrani. Je sreda, 12. oktobra 2022. V Trubarjevi hiši literature na Stritarjevi 7 v Ljubljani smo se zbrali ob pol 8 zvečer. Današnje vabilo vas kliče ne predaleč, ne preblizu. Glasbenica Nina Pečar in striporisec Ciril Horjak bosta zaokrožila oktobrsko druženje glasbe in slike ob poeziji v ciklu Ad hoc. Tokrat sta verze izbrala na Kras zatekajoči se Milanjesih in v Gorici bivajoči David Bander. Predaleč grem, ko grem preblizu, bi lahko strnila sledeče besede, namreč nocoj zapira vrata program Trubarjeve hiše literature, kakor ga poznate zadnja leta, in tako se bo sklenil tudi zadnji Ad hoc pod Trubarjevo streho. Hvala vsem, ki ste sooblikovali, obiskovali, spremljali. Bilo vas je veliko in nekateri ste velikokrat v ti dvorani spremljali, kako po 5 akterjev na srečanje udejani Ad hoc na odru, oziroma tu med nami. 52krat smo se že srečali tu, parkrat drugje po Sloveniji. 260 nastopov je nanizalo to grlico, ki se danes sklepa in zaokroža s 53. tukaj, 53. edicijo Ad hoca 2022. Do zdaj smo v letu 2022 Ad hoc sooblikovali Alja Furlan, Antje Gruden, Borja Bolčina, Matej Gruden-Keko, Mojca Fo, Mikele Miha Obit, Vasko Atanasovski, Peter Škerl, Barbara Jurša, Vinko Mederendorfer, Ingrid Mačus, Polona Kosec, Gašper Malej, Helena Cimpršek-Božič, Rok Dežman in Petra Koršič. Poezija bo še enkrat v izziv glasbenici in likovniku. Tokrat, kot rečeno, Nini Pečar, ki se je v Ad hoc preizkusila že 5krat, tudi z likovno podobitvijo, saj je tudi slikarka in tudi pesnica. Ciril Horjak je 27. marca 2015 imel kot prvi Ad hoc slikar v Trubarjevi hiši literature velik izziv. Prej smo Ad hoc imeli še nasproti drame v uredniških prostorih literarno-umetniškega društva literature. Tedaj smo Cirilu Horjaku, torej 27. marca 2015, zastavili nepredstavljivo. Na začetkih smo se še lovili, kako to udejaniti. In sicer nepredstavljivo za nas, za njega pa gotovo nemogoče. Namreč moral je upodobiti kar 3 pesniške pokrajine, tedaj Vida Sagadina Žigona, Roberta Simoniška in Barbare Korun. Spremljal pa ga je še en Vid Drašler. Potem je delal še 2krat in čakal ga je še en precej hud izziv. Namreč moral je od doma po Zoomu oddaleč in nadaljavo upodabljati pa ne le po Zoomu slišano poezijo, ampak celo brano po telefonu. Kaj takega pa se nam še nikoli ni zgodilo, tako da tudi to je bil res izziv. Bravo, Ciril. Spremljali bomo nocoj poezijo in seveda nocoj poezijo, kot rečeno, Milana Jesiha, ki je objavil najnovejšo pesniško zbirko pri Beletrini z naslovom Namreč in izbral še najnovejše pesmi, ker vedno pravi, da je najboljše brati za pesnika najnovejše. Namreč v Ad hocu je že preizkusil to branje oziroma se je že v Ad hoc podal in sicer v Šmartnem v Goriških brdih. Tiste pesmi, ki jih je tam bral,
so kasneje išle v knjigi Maršal. In tedaj ga je zvočno upodobil Zlatko Kavčič na Tolkalih, likovno pa slikar Mitja Ficko. Davida Bandla sem, kakor Jesika, kakšno naključje, povabila decembra 2016. Leda Bandla 9. Jesika pa 17. In naključje je, da spet je nekako ad hoc zazvenelo, da morata biti ona spet nekako, nisem vedela, da sta spet, šele potem, ko sem pregledovala, sem ugotovila, da sta spet, torej skupaj. In danes je pa prav na istem večeru. Vmes je David napisal 11 let in pol tišine in bral na ad hoc v Mariboru in objavil pesniško zbirko pri založništvu Tržaškega tiska z naslovom Ronin, iz katere bom danes tudi bral in nam jo predstavil. Tudi ta ad hoc organiziran in vodim Petra Koršič pri Hud AC za pogled Gašper Male je tu z nami. Hvala Gašper, da vedno prideš. Soorganizacija je v rokah Roka Dežmana in Trubarjeve hiše literature, kako vidite, Rok skrbi, da bo vse pod kontrolo. Dogodek pa je del projekta literarnih prireditev, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije in upamo, da bo po naših posnetkih ugotovila, da je mogoče vredno ta projekt še bolje podpreti, zato da bi se lahko srečali še naslednjič. In prvi naslednjič pa se gotovo zgodi, in to je v petek, 2. decembra 2022, in sicer v knjižnici Otona Župančiča, kjer bomo v ciklu ad hoc gostili prejemnika nagrade Prešernovo oro 2022, to je Slave Đorđo Dimoski iz Severne Makedonije. Dobrodošli vsi zbrani, dobrodošli vsi nastopajoči. Ne predaleč, ne preblizu, ravno prav, tu smo. In tu ostanimo še eno dobro uro, naj se začne ad hoc med vami. Nina, izvoli.
dober večer tudi z moje strani. Sem kruh, sevam izkušnjo in mogočnost. Hrustajo in meljejo rjavi zobje. Ne vem, če so bolj skrhani od mene. Tisti, ki šepeta, je pogubljen in krenka je samo za hudodelce, zato me ne grizejo brez razloga. V vsakem grižljaju postajam trši. Drobim se v ustih, ko me prsti trgajo, se jim upiram, tako da skrivam sredico pred ostanki. Kar me ohranja pri življenju, je hrepenenje. In moje drobtine ne kažejo poti, temveč smer. Ko me pogoltnejo, so moji robovi rezki in ranijo. In kdor me ima za vsakdanjega, trpi. Ostri robovi so moje pogorišče. Iz njih se širijo vonjave po kadilu. Ne čudim se, če odpiranje vsake delte implicira kaos. Ko se zavem, da sem samo kaplja, se začne v meni topiti med in po mojih plečih se vali tok kamnov, ki me počasi zasujejo. Skozi mi pronica delček svetlobe v zameno za večnost. Vsakič, ko stopam po ulici in se zavedam svojih korakov, se v globini premakne kamen, ki drži napeto vlakno med vestjo in srcem. Če ne naredim se, da ne, da vem, da se da, tudi če morda ne bi, ali morda če se ne naredim, da se naredim kje, zato da kar naredim, bo zakaj ali koga, da naredim ali ne, želim, da je, če ne, kdo. Čugi. Drevo, ki sem ga vsadil pred vhod, je zraslo toliko, da skriva pogled na drugo stran. Brez skrivnosti je še poezija manj ostra. Zato polagam roke na klepsidro, da bo vsako zrno, ko pade, narisalo območje brez okvirov. Kajti varnost preseneča tiste, ki niso pripravljeni. S tem me presneto dobro melješ, a že veš, da bosta moj glas in moja roka zvesta in neomajna. Obrat se zgodi le večnim. Tam, kjer smo ovira. Kako me boš sprejel? Ne prinašam ničesar. Vse, kar imam, je raztreščeno. Vse, kar ohranjam, puhti. Roke, ki jih stegujem k tebi, so prazne. Sem dovolj dar.
ko bom padel na kamen in me bo tako ranil, da bo iz vsakega vlakna curljala kri, s katero bom pojil korake za sabo. Ko bodo kolena tako šibka, da bo vsak premik odmeval daleč naokoli. Ko me bo udaril čas in bo zrak pel slovo muzem, ko bom eden izmed. Sezuj si čevlje, kajti kraj, kjer zdaj stojiš, je sveta zemlja. Kaj si je nad me? Svetloba iz otroštva ali njen odsev? Gibanje je strel, kontemplacija njegov zadetek. Nočem služiti dvema gospodarjema, ni druge poti. Klečim pred tabo, misel topi besede, zapiram oči. Povlečem črto, udarim v svoje bistvo, tako sem slečen. Ko se dvignem stal, me začne obkrožati domenje gozda. Gora je bela, dvorim njeni lepoti, postajam skala. Ti to veš, pot ni le ena, izginjam. Rože na dlani ponujajo semena za novo setev. Hvala lepa.
nekaj pesmi. So tolovaji in so rokovnjači. Skupno jim je zgolj, da nič radi ne slišijo, če javnost jih enači. Tudi ne kopajo se skupaj v kadi. Držijo se vsak zase in posebej. Kadar je enim vroče, druge zebe. Ta tolpa joka, ona veseljači. So tolovaji in so rokovnjači. Mati krompirja so na mizo dali in z zeljem v vinu kuhanih klobas. In fantje, kopije in originali sedejo jest. Najlepši, črnolas, izvod astenika, asketa, žgoli molitvu polno milih rim. In vsako strofo sproti, ko je odpeta, silni zbor bratov zagrni za njim. Prešernoslovec gre, kadar le more, na sprehod v gozd in tam posluša pirnatih pevcev bogoljubne kore. Od njih živi njegova duša. Skratka, to bitje blago, ko dene slast s pravičnostjo na vago, vendar zmeje noči in roba zore, zadere se krepko, strnat, ne fušaj. Zdaj cesarica vlada 54. leto. A videti je čila, krepka, mlada, v lice postavo in polt za vzor dekletom. Imamo vtis, da se ves čas pomlaja, mar njena hoja ni bolj in bolj gibka in da vse milše se smehlja značaja. Kako bo lepa v krsti v belih čipkah. Dva jezdita zdolž tihe reke v čas in noč stevuje, krempe me zanima. Noč, dolga noč in za vselej zima. Eden od njiju vidim, da sem jaz, za drugega ne vem, najbrž je Bog, podoben je ljudem. Kamor gre on, grem jaz, z njim v eno zvezan, da sva, to naj uveže, ne ljubezen. Bile so zime. Naši mami zvečer pod prsti vztrepetaval je klavir, spremljala ga je z vzdihi in solzami. Zunaj je vse daljave ležal mir in mraz v tišine praznih hramih je čas preminjal v vse nikjer. Mama je igrala, Bobec je bil z nami. Svoj čas so v Ukancu imeli bal, 50 krav in 50 harmonik, in lect, in kič, in takšno, in baloni, in 100 zjal, dokler živali raje po dolgem dnevu zvineni bingljaje niso počasi odklamale se most v domače štale. Angeli huligani, vam je znano? Olupek, ko užijejo banano, nastavijo na izhod iz banke,
da ko na varno šmugljate prihranke, vam brezpogojno zdrsne, Bog se usmili, pretres možganov, če se niste ubili. Ko se uveste, soldov ni nikjer. Tip pa si že kupuje nov klavir. Otoki so, ki so, in so otoki, ki jih bo šele treba izreči. Če kruha ni, še upanje je v moki in že žerjavka v krušni peči. A kaj vam bo najlepša gojleta, če mesece že ni od nikoder vetra? In kaj ti bo sosedova punčara, če gleda skozi te in te ne mara? Gospa bili navznoter so vse sami, le papagajček bil je z njo na rami in ves čas je drobil pikanterije. Odsotno mu je odil pritrjevala. Pa je odšla. Odšla je in več nije. V četrtek se vselila je na Žalah. Odtlej ni ptiču mar za zrnje in nosi perutničke črne. Kadar nanese, da se kdaj jeseni morje sreča s seboj v daljavi leni, da dno nedogledljivih dal razplusne se ob val v val, da kje v daljavah na morju morje z morjem se poigrava, da kjer daljave od razdalj so črne, se morje z morjem v morje zgrne. Mušica je za 7 konj velika, neslišno leta, članica je zveze za splošno nežnost in ljubezen. Vam leže in seboj vas vzame, v preglobučave odsotnostne omane in prav izdatno vas opika, da zjutraj se zbudite ob ženi, zabuhnjeni v obraz in odčeni. Rob gozda si zamišljajte, kapela, ki mimo njo večer hitite, v njej sveča trepetavo bi gorela, Bogorodnici v plaho počastitev in se v gluhoti meni v molk s tišino. Mašnik pa, ljubega Boga vrstnik in ne manj svetu tuj, bi pivckal vino k skledici suhih fig. Rajnici gresta gledat nov film, obe v svilenih nogavicah. V preddverju čakata ju čedna strica, s klobukom vsak in z brčiči seveda. Kdaj naj bi to bilo? Prejšnjo stoletje, ko je pospravljalo prvo tretjino in naši nedoletni praočetje hodili so strmet v dame pred kino. Štirje ljubimci in ljubimke štiri, poleti v oblačnih predvečerih, posedali so zunaj na terasi. Ko mrak se zgoščal je v temo počasi, ugotovljivo, negotovo, kot da iskal na uro bi odgovor, ko zrak prenačevat se ulega v cerje. Štiri ljubimke in ljubimci štirje. Zdaj je še noč, preljubi, a počaki,
Prav kmalu zjutram sonce v svetlih čeda, ak ne ukrijejo je zmot oblaki, z višnih nebes spet dol na nas pogleda. Vseh 17, vohka še kakšno novo, kar galaksije jih navdil kotijo iz črnolukenskih globokih rovov, da zaposlujejo astronomijo. Kadar se ljubita, s preslo prežeta, gospa in gospod že leta preverita prav vsele in najraje vse znane Venerine položaje, kar Bog nam v katalogih je nabral. Naposled usladkana od napora po seriji vseh premenjav, skleneta akt s figuro oba zgoraj. Lepo je biti komunist in prav, ko se človečem prebudiš in vstaneš, čeravno nespočit, rajši bi spal, te svit pozdravi z bledo zarjo vzhoda. Vseh utopij preblisk ti ožge možgane in gravitacija ti stežka moda. Povej, se kje še kdo rodil je mami, da bi ga Bog tako ljubeče dramil? Kje so zdaj verzi fantovi norčavi, ki tik pred našim štetjem sem jih kvačkal na vrtu krčnice na Lentu ob Dravi in sproti jih izšepetaval račkam, da so se zblinjali v nikdar vrnitu. Če kakšen kvan pod teme bi zablodil, na jezik si za hipec ga vzemite in pomlaskajte, zoru oblivje v sodu. Hvala lepa.
Prosim, če prisedeš na oder, za par besed. David Bandl, enako prosim, hvala vsem, da ste pričarali to čudovito zračje. Mogoče bi se pa danes tudi na samem koncu. Sem proč gledal, pa ste mi vse iz oči brali. Kaj bo treba pa povedati? Ja. Milan, če pa že vprašaš, kaj bo treba povedati, potem da te lahko kar vprašam tebe najprej. Kako je bilo spremljati vizualni in glasbeni odliv svojih novih oziroma danes prebranih pesmi? Ja, medtem ko, če moram govoriti o tem, čeprav mislim, da ni spodoben govoriti o občutkih, medtem ko me je likovni del zabaval, me je glasbenik prevzemal na tako, kar glasba prevze. In malo spravljal v eno otožnost in potrebo, da bi se z nekom za roke začel. Taka glasba je bila zelo všeč. Ne razumem pa, kako bi šli skupaj s tiponi. Če sem zaprtala, bom po pravic povedal. Mislim, da je bila prenežna glasba za to duhovito slikanje. Mogoče David, kako si ti, sam tudi ti si že imel možnost, da ti pesniki, ki ste že nastopili, lahko delajo tudi neke vrste primerjavo. Kako si se ti odzval tudi na, rekla, sveže pesmi, ki si danes nam predstavil in potem takoj dobil dva odziva? Kaj bi rekel, sem se prepustil in to je bilo kot biti priča porodnika, rojevanju nečesa, tako da sem v momentih mi je zastajal dih, bilo veliko impulsov, glasba za ušesa, če sem banalen, za oči likovna ustvaritev, skratka, smo bili, se mi zdi, totalno vrženi v ta kontekst. Ne vem, težko bi zdaj rekel oziroma izrekel karkoli, se mi zdi, da sem se lahko prepustil, je bilo moment zelo lep. Tako ponovadi združim zelo nezdružljive, na hitro nezdružljive stvari, pa predvsem ljudi, ki ponovadi se že prej ne poznajo ali pa ne sodelujejo in mogoče tako se še spoznajo ali pa še zatipajo. Pa vendarle se zgodi prej ali slej, da se vsi nekako poznajo, poznate in tako naprej. Nina, ti sicer s Cirilom še nisi nastopila, si pa večkrat že, a celo s Cirilom? Sva, čisto si ponovila nas, ja. Mogoče že tretjič? Ja. Ne.
Ne, drugič, risali smo večkrat skupaj. Na koncertih, no. Nisem rekel za jesen, ko mi prines harmoniko, pa ni, ne. Ja. Res je, spomnim se, živo se spomnim. Upodobila sta tisti ad hoc, ko je nastopil Beno Tavfel in katerega glasba je bila stalna spremljevalka razstave v Mariboru. Na ad hocu v Mariboru smo imeli pač prvo izbirno razstavo in tam je kot inštalacija bila ena glasbena spremljava in izbrali smo ravno to in takrat se je naredil en vrtiljak, se spomnim. Tudi tisto je bilo ganljivo. Zanimiva se mi bila pripomba od Miljana, češ da kako sta govorili ti dve govorici. Jaz sem na samem začetku opazila, da je zelo, in sicer, da je kar Ciril dopolnjeval ritem oziroma zvok s tem, ko je tako glasno slika obarval. Potem pa mislim, da sta komunicirala tako, da je vsak imel eno lego odziva na neko stvar, mogoče... Ja, jaz sem v bistvu tudi tako videla. Mislim, da sva s Cirilom začutila dve različni plati teh pesmi, ki sta v bistvu se nasprotujoči, ampak hkrati povezani. Tako da mislim, da sva v bistvu kljub temu, da mogoče če bi nekdo samo poslušal in gledal to in ne bi prej slišal še pesmi, mu ne bi bilo čisto jasno, kako se povezuje, ampak jaz sem tudi potem še videla, jaz nisem vedela, kaj namerava Ciril delati in on ni vedel, kaj namerava jaz. Tako da sem še potem začela spremljati, kaj on dela in sem tudi na začetku pomislila, danes se pa nisem začutila, ampak jaz sem pa v bistvu gotovila, da sva se, ampak da sva vzela nasprotujoča pola in jo združila in je nastalo nekaj novega. Ciril, danes si se odzval in so se slišala, skratka, ti dve, ta dva izbora ste te čist posunila. Ja, ki zelo različno sta, ne? Tako, različno. Zdaj je imel pri Davidu neposredno nadaljevanje včerajšnjih pesniških misli, ker sem bil na pesniškem večeru Lajoša Penceja, ki ima naslov pesmi Sklit iz kamna. Ti pa daj trikrat, mislim, da rečeš kamen. Tako da je bilo nekaj težkega, ne? Kar je pa pravilno, je pa to, da se razvita ta dvojnost, taka virtuozna, duhovita mojstrskost jezika, potem pa drugi pol je pa ganljivost, nekaj te presune, seveda recimo, da ta par zaključi serijo teh aktov, ker je zelo mučna misel za vsakega risarja, oba dva zgore in tisto zgore je seveda onkraj, in je misel ganljiva, tako da ne, če si bi gledal, ampak tako, jaz sem v nekaj trenutku tudi začutil, da seveda, da tako zaniham, ker je pač mojstrstvo Milana in smo tukaj res znašla se na dveh različnih poljih, tam, ki sta že zgora, jaz pa tam nekaj, ki sta še v akciji. Je ena pot. Imam pa jaz tukaj en čudovit, jaz mislim, da tole, Ferdinand de Saussure, nekdo ste lingvistno imamo po zlato nalepko, jaz bi to nalepil tu gor in s tem smo absolutno rešili kakršne koli spore, ki so nastali na nivoju označevalec in označenec. Častno nalepo. Tako, Ciril kot vedno domisli, da do konca ogromno idej imaš, to pospremljamo je cel... Prosim, Ferdinand de Saussure, švicarski lingvist. Je že cel performans slediti, kako pri tebi je potekalo tokrat, ali pa tudi običajno za tiste, ki te še niso spremljali, kako ustvarjati v živo, se zelo pripraviš, nekaj te domisliš, kako boš, se poskusiš doma, zato da veš, da bo res v 15 minutah, ali enostavno... Ne, nisem. Imam pa vedno nekaj gravur, imam tudi Charlesa Sandersa Peirsa, eno gravura za vsak slučaj, ker me to tudi bolj primerno ta kontinuirana semioza, primerna. Spomnim se, da so enkrat s prijateljem obiskala Nizozemsko, v Haag sva šla. Jaz sva šla žurati v Haag, se zdi bolj varno, da se če radiš karkoli hudega, hudega se ti ne more zbiti, ko da ostaneš v Haagu.
v tem primeru je boljši od Amsterdama. Ampak iskala sva ulico najnega prijatelja, zobozdravnika, jaz sem vnesel eno grafiko, za tisto grafiko sem pripravil takšno gravuro, da je bila tam spodaj. Ampak ko sem pozabila, kjer ulico iščeva, sem zdaj spomnil, da imam na gravuri v žepu, ko sem od dve gravuri, srebrno pa zlato, da imam napisano ulico. In potem da rečem, pa kje je zdaj ta ulica? Jaz sem potegnil GPS, ampak gravuro iz žepa, in pa so na gravuri prebrala, in sem se znala potem vprašati nekoga. Tako da, če me vprašaš, ali sem pripravljen, ja, rojen sem bil pripravljen, reče v filmih, po drugi strani pa absolutno nisem nič vadil in nič in jaz sem se pač, mislim, se to je ne pol ure potreben. Se je že kar modilo, takrat, ko sem deklico, sem še te napise, veš, tipko pa to in to pa tako. Ok, a sem zdaj povedal boje, ful pripravljen, nič pripravljen. Ja, tako pravi ad hoc, ne? Ad hoc, ja, mora biti, ne, to sem mislim, ne moreš ti se prej pripravljati. Tako. Tam mene je popadil ta, rekla, mogoče smeh iz zadrege ali pa iz nekega neke grotesknosti skoraj, no, tudi pri tej eksistencialni, duhovni poeziji, pri Davidu, kako si začel lepiti na koncu zobovje in vsak perliven del se mi je zdel tudi tako, da sta bila tudi pri Davidu v bistvu vidva v teh skrajnih legah, ne, tako da mislim, da sta super to zastavili danes, ne glede na to, ali sta se kaj slišala, vmes ali ne. Sem pa zvedela, da se vsaj poznata, no, zdaj, če ne vse. 3 leta sem mislil, ampak da se poznala, delala se skupaj več. Še to mogoče, kako da si se odločil danes za to črno-belo tehniko? Tu sem pa res pomislil na tehniko, ampak tehniko to, kar je tukaj nad mizo. In sem mislil, da pa mogoče že dobro napraviti kontrastno. Kamere so vedno muhaste, zato tudi večji formati. In tam sem investiral, sem torej v nakup večjih papirjev in v tem času je to kar ganljivo dejanje tudi na tem nivoju. Cena papirja je šla za 100% gor. Hvala. Tako da, samo zaplet. Tudi knjige bodo dražje postale zaradi tiska. Mogoče je to edinstvena priložnost, ker ne vemo, kdaj bo naslednjič razen 2. decembra, da kaj povprašate, pokomentirate, veseli bomo odzival. Najlepša hvala za čudovni večer, to je zelo. Ja, hvala vam. Hvala vsem. Smo si ga skupaj. Jaz bi rekel, z Milanom se deloma strinjam v zvezi s tem, kakšna je bila komunikacija med glasbo in samo ilustracijo, to zadnjo ilustracijo, ki je Ciril naredil. Ampak definitivno slika odraža in se mi zdi, da je bila glasba nad vse primerna, da pravzaprav odraža to naivnost družbenega ustroja, ki ga prikazuje ta ilustracija. In se pravi neke vrste infantilnost, pravzaprav. Pa nočem s tem reči, ki je šladlo v zvezi z glasbo, ki me je bila čisto všeč in me je lepo zazibala v CCCP. In v Bogersdorferja in v Milanovo ironično komentiranje, ne malokrat ironično, komentiranje našega sobivanja. Sicer pa gospod Bandelj pa en zelo subtilen drug svet. Hvala, zelo lepo. In zelo različni nivoji. Rečemo, da je bil ta bolj populističen. Ja, jaz moram tudi reči, da sem v bistvu te dve poeziji začutila zelo različno. Predvsem strukturo, ritem in nekako zaokroženost. In v bistvu mi je bilo zelo fajn, da je takšen izbor, da imam tudi jaz več možnosti izražanja. In prvo sem naredila v bistvu brez strukture, tako kot so bile pesmi. Mislim, oziroma v zelo kratkih strukturah in drugo se mi je zdelo, da je bolj primerno, da naredim neko zaključeno celoto, ki se ponavlja, ker so bile tudi pesmi zelo ritmične in zaokrožene.
Tako da zaradi tega sem se tako odločila. Ciril, nekaj študiraš že naprej, imaš... Zdaj se ne spomnim, da se prebral to je ta Mihajlovki, rajonski sekretar, ki se pobritijo. Smo brali to? Ne. A te nismo? Pa kje si ti te pesmi sploh? Po mailu. Jaz sem očitno nekaj več. Ja, ampak to sem pripravljeno, ki se z britvijo poreže in uskrvavi Sovjetska zveza. Te ni bilo novo. Pa te sploh objavil nisem. To pa, vidite, to pa je torej res tajno obveščevalne službe, so dejstvo, res tega ne bi mogel imeti, če ne bilo na delu. Lahko da te bomo izhrano in ti jo pošljem po mailu, če še nimaš. Tako malo več. Kako še to slišati? Ja, ne bi to še slišal, če bi mi slišali. Ja, res ne tvoja. Ne bom rekel, da ni. No, jaz mislim, da je to lahko... Mogoče previdno samo pazi, zaradi ker še sveže. Ja, ne? Vem, boš stal. Prosim? Boš stal. Kaj, če bom stal? Stal. Prav, stal. Ne, samo verujem. Lahko slišali morda to citirano, v risbi citirano. Ja, no. Se skrivnosti gmine. V Mihajlovki rajonski sekretar pri britju se nerodno je porezal. Posnel na bradi si plast kapilar z drhtečo britvijo po hudi noči. Ta vzkrvavela je Sovjetska zveza. Brž si je rano z vodko izdatno zmočil. Da tudi duša se prileže, ne pa na seje bo še gol deležen. Zakaj pa črno črnilo, to je pa stizga vica, seš, nekdo gre, to je sovjetski vic, nekdo ga pošljejo v gulag, in potem reče družini, poslušajte, jaz bom, cenzuriral bodo pisma, ne bom mogel pisati, kaj če bom, ampak če bo kaj res hudga se dogaja, bom v zelenem črnilu napisal zadevo. In boste vedeli, ne glede na vsebino, da je stvar resna, da je hudo. In potem pride pismo, čez mesece in piše, popolnoma sem presenečen, smo pričakovali najhujše, pa čudovito, vse je urejeno, imamo za jest, na toplem smo, boljš kar v Moskvi. Ena sama stvar nam manjka, nikjer ne morem kupiti tega zelenega črnila. To je ta črna barva. Hvala še za to pesem. Ja, hvala. Kako smo, bomo se še enkrat zahvalili vsem. Jaz se najprej vsem vam za to, da ste zdaj to oblikovali. Vsem energijo in tako naprej. In seveda, hvala vama, da ste prišla in prebrala izbora svojih pesmi in Cirilu Horjaku in Nini Pečar, da sta nekako to spravila še v drugo umetniško govorico. Čeprav ad hoc smo tu in naj bo večer lep za tiste, ki že nestrpno čakate novo, vem samo za eno in to je 2. decembra v knjižnici Ottona Župančiča. Potem pa 3 pikice. Ja, naprej. Hvala. Bravo. Za vse tiste, ki želite, so pa tudi tu knjige založbe Q-Tarsel za pogled, ki je sprejela ad hoc pod streho in si lahko ogledate in pridete do založnika in urednika Gašperja Maleja in jih prelistate ali pa tudi nabavite.